Nekateri ne vedo sploh, kam jim denar gre, za katere stvari ga porabijo, samo niga, samo niga. Tako kot je Sveto pismo govori o tem, recimo, mi je tako zanimivo, da zgleda z denarjem niso znali delati že tisočletja nazaj. Potem je pa težji del, tisti vroči del, mi pravimo, prav z rdečo imamo na slajdu napisano, vroča tema, vroča tema so pa spremembe. Oddaja Odnosi so zakon. In ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes po dolgem času spet gostim svojega prijatelja, mentorja, sodelavca Aleša Čerina. Aleš, živa, pozdravljen. Pozdravljen, Benjamin, in pozdravljeni tudi vsi, ki naju boste gledali in poslušali. Ja. O čem bova spregovorila, bova takoj povedala, ampak v uvodu v naše oddaje imamo navado izročiti ta čas Bogu, tako da dajva kar začeti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Bog, hvala ti za vse, o čemer bova danes govorila. Prosva te, da blagosloviš ta čas, ko snemava, in da blagosloviš vsakogar, ki tole posluša, naj mu bo v korist v vsakdanjem življenju. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Ok, zdaj pa da razkrijeva, vkolikor ni že naslov povedal. Torej, midva sva že posnela nekaj oddaj o financah, o denarju, Te lahko tudi najdete na tem našem YouTube kanalu Družina in življenje, na katerega mimogrede, če se še niste, se prosim naročite. Tukaj dol imate tale knof za subscribe, se pravi za naročite se, pa kliknite še tisti zvonček zraven, da boste vedno dobili obvestilo, kadar bomo posneli novo oddajo. Torej, lahko si pogledate oddaje o denarju, ki sva jih že posnela. To, da pa spet delava temo o denarju in bolj konkretno o družinskem proračunu, o čemer bi se rada danes pogovarjala, je pa vzrok v tem, da sta vidva z ženo Marinko imela pred kratkim seminar Najin odnos do denarja, ki ga pač že več let pripravljata, ampak zdaj smo bili veseli, da se je dalo to v živo speljati. In koliko je bilo parov v Veržeju, Aleš? 27 parov je prišlo poslušati, In vse polno, kakor Veržej zmore prenočiti ljudi. Tako, zelo lepo in se je res odražal en velik interes. In tudi pari, ki so bili tam, so v bistvu vama dali veliko zelo pozitivnih odzivov, hkrati pa tudi kar nekaj vprašanj, ki so šla pa v veliki meri v smer, kako, zakaj delati družinski proračun. Tako da dajva res tudi v tej današnji oddaji se o tem malo pogovarjati. Pa v bistvu ti prosim za začetek, Aleš, razloži, kaj to sploh je družinski proračun ali pa proračun na splošno. Glej, Benjamin, proračun je nekakšen načrt, ki ga zakonca želite načrtovati ta denar, ki ima ga Bog daje stalno. In tukaj ocenimo nekako znesek denarja, ne ocenimo, vidimo, pravzaprav in zapišemo tudi znesek denarja, ki pride v družino, in potem načrtujemo tudi zneske, ki bodo šli iz družine za določeno porabo. V določenem časovnem obdobju se reče. Običajno zakonci delajo to mesečno. Se pravi, načrtujemo, še prej pa pravzaprav spremljamo, kako se denar v resnici uporablja. A se uporablja, za nekaj, kar prinaša kaj v našo družino, ali ga po domači rečeno sfrčkamo čisto brez veze. Prav, ko rečeš, nimam pojma, kam moj denar gre, Ja, zelo ne rečem, da je bilo to tako masovno na seminarju, ampak nekateri zakonci so zelo umegli. Nekateri ne vedo sploh, kam jim denar gre, za katere stvari ga porabijo, samo niga, samo niga. Tako kot je Sveto pismo govori o tem, recimo, mi je tako zanimivo, da zgleda z denarjem niso znali delati že tisočletja nazaj, ker v pregovorih piše, da
denar, komaj ga obletiš z očesom, ga ni več, ker si naredi peruti kakor orel in zleti proti nebu. Jaz si kar tako nekako predstavljam bankovce, ki frčijo proti nebu in ne vemo, kam točno je to šlo. V tem je smisel. No. Pomeni tudi, da življenje s proračunom, ko ga enkrat imamo, ko ga že nekaj časa delamo, naredi eno tako zavedanje, zdaj v dveh, v zakoncih, v obeh. Tako da vidva bova danes po moje velikokrat povedala, pa deva kar takoj na začetku, da proračun delata oba. Skupaj skrbita za to, skupaj načrtujeta, skupaj spremljata in se skupaj zavedata njunega finančnega stanja pravzaprav v vsakem trenutku. In tako, kot so že rekla v oddaji, priporočamo, da imata tudi skupen denar. Skupen denar, to smo že velikokrat rekli, da imata skupen denar, zdaj imamo šli v podrobnosti tule, ampak en del te gradnje edinosti med zakoncema je ta njun skupen družinski proračun. Družinski proračun je pomoč pri načrtovanju, da ne zaidemo v finančne težave. Pomeni, da nam ne zmanjka denarja pred koncem meseca, vsaj to. In tudi proračun je seveda en od načinov, da postanemo dobri oskrbniki denarja, ki nam ga Bog daje. Zdaj tole, se veš, tole znamenito lastništvo, Bog je lastnik vsega, Bog je lastnik čisto vsega tega tvojega okolja, tam zadnji tega mojega okolja, mene, tebe, moje žene, tvoje žene, vsega, kar je Bog lastnik, mi smo pa oskrbniki in moramo biti dobri oskrbniki. Ja, to je v bistvu neka, se mi zdi, stvar, ki jo je kar težko majčkeno ponotranjiti. Zdaj lahko ena Aleš Čerin v oddaji reče, Bog je lastnik vsega, pa me to malo plazi po glavi, pa si rečem, ok, ta Aleš je malo čuden, ali pa a veš, v tem smislu se mi zdi, mora kar eno globoko zavedanje prideti v nas, da če smo kristjani, se mi zdi, da tak odnos do denarja, kakršnega jaz imam, zelo jasno kaže na to, kakšne so v resnici moje vrednote. Ne tisto, kar jaz govorim, pa kar morda enkrat na teden pri maši v nedeljo, recimo, ampak kakšne so v resnici moje vrednote. Se pravi, prvič, do tega, kako dojemam samega sebe, kdo sem jaz, kaj je moje, kaj ni moje, tako kot ti praviš, In v resnici, če vemo, da se naše življenje lahko v katerem koli trenutku konča in da nihče ni še nikoli ničesar nesel s seboj, potem zelo hitro lahko vzpostavimo zavedanje, mogoče pa res nisem tako zelo močno lastnik, kot sem mislil. Druga stvar, odnos do moje okolice, do sveta, v katerem živim, in seveda tudi odnos do Boga se zelo jasno vidi skozi način, kako dojemam denar. Ja, Benjamin, moja izkušnja kaže, da se treba kar odločiti. Ker treba odločiti, da ne vem... Da ga bom začel tako dojemati. Da ga bom začel Boga dojemati kot lastnika. Dobro, najprej pa vsemogočnega. Čisto na začetku pa sploh, da Bog je, se tule imamo včasih že težavo. Pa Bog je dober in ti daje denarja toliko, ker ga boš ti znal zdaj oskrbovati. Tudi več ti ne bo dajal, ker Bog ne želi metati stran svojega denarja, konec koncev. Tako da mene je zanimivo, ko je en gospod, ki je prišel na seminar, pa potem, ko smo imeli na koncu refleksijo, je rekel, kaj se ga je prijelo, je rekel, ravno to, prišel sem na seminar s svojim avtom, nazaj pa odhajam s posojenim avtom. Boga namreč. In tudi dejansko, ko se zaletimo, vprašamo Boga, Bog, s tvojim avtom sem se zaletel, kaj naj zdaj z njim naredim? Ali ga grem popravljati, ali kaj praviš? Tvoje. Tukaj ene stvari si treba tako v življenju odločiti, da to tako je in to tako prevzameš. Nekje sem zdaj prebral en izrek, veš, Bog je tako rekel in s tem je stvar zaključena. Jaz v to verjamem in s tem je stvar zaključena.
Glej, tako je zelo tako na ostro rečeno, se vemo, da se odnos z Bogom gradi, meni je tukaj ta levkemija pomagala k temu, da sem lahko tako rekel. Bog je rekel, jaz temu verjamem in s tem je stvar zaključena. Tako, ene to pol pa še drugače zapeljal, veš, je rekel, Bog je tako rekel, s tem je stvar zaključena, pa če jaz verjamem ali pa ne. Tako kot proračun, tudi nek odgovoren odnos do denarja ne zveni seksi, kot sem jaz enkrat rekel, ne? Ne zveni seksi, ne? Ampak če dobro premisliš, ugotoviš, pa sploh pa ja, če greš nazaj, če greva na odnos do Boga, Bog je vsemogočen in Bog mi želi dobro, ne? Tako je. To dobrost bom jaz živel tako, da bom odgovorno ravnal z denarjem, ki mi ga daje imeti, ne? In na ta način bom v bistvu jaz najboljše možno živel. Tukaj vidimo, da meni se zdi, da v nas je veliko, sploh morda v Slovencih, ki smo en tak malo uporen narod, ne, se mi zdi, da je veliko ena ta paradigma, da če bo pa nekaj narejeno odgovorno, a veš to, če Nemcu rečeš, ja, ziha, aba, ne, bo rekel, ja, Slovenc bo pa rekel, ma ko te šljivi, ne, a veš, malo je tega balkanskega pišmeuharstva v nas in se mi zdi, da moramo se samo vzgajati ali pa se pustiti takole malo vzgajati, zato da vidimo, da v resnici je odgovorno je boljše za mene, pa za mojo družino. Ne? Ja, to bomo potem še videla, ko bomo šli čisto v prakso. Ne? Eva, ja, tako ti si lepo povedal, kaj proračun je, majčkeno si tudi že začel z razlogi, zakaj ga delati, se pravi v smislu, zato, da vemo, kam denar gre, da kar ne odfrči. Morda še kakšen tak razlog, zakaj delati proračun? Takole, da živiva znotraj prihodkov svojih. Enkrat je ena gospa rekla v oddaji na Radiu Ognjišče, je rekla, da se pokrijeva z možem s tako dolgo oddajo, kot jo imava. Kot jo imava, ne, da se jo sposojava kar naprej. Ne. Omogoča potem vrčevanje. Ne. To se pravi, omogoča, zakaj zdaj vrčevanje. Ne. Bova se potem dotikala bolj v podrobnosti, da lahko dava Bogu, kar je Božjega. Ne, da lahko dava, da sva lahko darovanska, da lahko podpirava projekte, ki so Bogu ljubi. Ne. Da potem lahko poskrbiva dobro za svojce. Ne? To se pravi, kdor ne poskrbi za svojce, je hujši od nevernika, je rekel sveti Pavel. Ne? To je bilo takrat huda reč, ne? Če si takrat rekel, da je nekdo hujši od nevernika. Ne? To se pravi, poskrbeti za svoje v dobrih in v slabih časih. Ne? Se pravi, najprej primarno za svojo družino, ne? Da daš tudi ženi neko varnost, oziroma pač zdaj tukaj apeliram na može, ampak dejansko, ne? Ja, seveda, mi dajemo varnost ženi in žena se ne počuti varno, če najina družina ni varna, seveda. Ne? In en košček varnosti, mi ne polagamo vse varnosti, seveda, v denar, ampak en kost pa, in to je tudi Božji način, ne? Da naredimo pač ta kupček za slabe čase. To pomeni, mi z Marinko razlagava na seminarju najprej 1000 evrov za najbolj krizne zadeve. Se pravi, da proračunama pomaga, da začneva lahko delati ta kupček, ne? Da ko ti nekaj v gospodinjstvu se pokvari, je za nič, je treba nekaj novega kupiti, ne? Že imaš ta kupček, ne? Ko ti avto crkne nekaj, ne vem, nekaj večjega za 500 evrov, ja, peleš popraviti in plačaš, da bomo ta čas peš hodili ali pa s taksijem se vozili ali kako, ne? Se pravi, teh 1000 evrov, to je tista zaščita, tista najbolj enostavna. Ne? Potem pa midva prava še tak večji kupček za slabe čase, potem so midva že govorila. Ne? Ja, to smo prav v eni oddaji obdelala te kupčke. Ja, dobro smo, 3 do 12 mesečnih stroškov družine. Ne? In to so eni taki glavni razlogi. Ne? To se pravi, da mi imamo pod nadzorom te blagoslove, ki nam jih Bog dovoli imeti. In obenem to še ni denar, ki ga pol porabimo za kupiti nov avto. Ne, ja. A veš kaj, pa še nekaj je, ne? Delanje tega skupnega proračuna pa načrtovanja in spremljanja, ne? Vodi k edinosti med zakoncema.
A veš, to je tisto spet en kost enega tistega enega mesa, edinosti na področju denarja. Skup ga delata, veš, v isti ekran gledata, isto aplikacijo imata in isti dostop z istim uporabniškim imenom in geslom recimo v aplikacijo. Viš, to so vse take drobne simbolne stvari, ki nama pomagajo k edinosti. Ne? Plus, zakaj ga še delati? Zato, da odločitve, ki jih sprejemava recimo na finančnem področju, slonijo na realnih številkah. Ne na nekih ugibanjih, ne na nekih čustvih, ne na nekih pojma nimava, v neki megli tavava in se potem odločava. Oziroma delujeva krtko, spontano, čustveno, brez enega razmisleka. Kar zaključim. Še to bi povedal, da spremembe, ki jih delava, recimo, da za konca nekaj časa delata družinski proračun, ugotovita, kam je zdaj pa veva, kam je denar šel in se potem vprašata, ali je tja, kamor je šel, tudi prav, da je šel in se sprašujeta o teh zadevah. To so pa zdaj, midva na seminarju temu rečeva, to je vroča tema zdaj, ko je pa treba delati spremembe, se spet lahko odločava na podlagi številk in ne samo na podlagi čustev in občutkov. In so na področju vrednot, kaj je tvoja, pa kaj je moja, pa kaj so najne skupne in tako naprej. Tako je. Veš, in tudi, se veš, v Galačanih piše, da je samo obvladanje sad duha. In proračun ti k temu sadu pomaga. To se pravi, je pomoč k nečemu, kar Bog želi. Mi se moramo obvladati. Drugače smo, podivjane živali pravzaprav. Jaz sem se šel prej smejati, zaradi tega, ker sem prav res imam en tak zelo svež primer, ko je prav kot sad duha, si upam reči, tudi v najnem življenju nekaj zelo, zelo prav prišlo, pa ena bila čist banalna malenkost, ampak če mi dovoliš ena kratka zgodbica za intermeco. Po tvojem priporočilu bova potem povedala, bova šla konkretno na kako delati proračun in to priporočilo sva vzela in zdaj nekaj mesecev za tem novim orodjem midva to delava. In dejansko zadnjič je bilo tako, to je bilo to konkretno prejšnjo soboto, jaz sem prav, čutil sem, zjutraj sem se zbudil, sem šel molit in sem čutil navdih, da grem k maši. In pri maši sem nekako pred Boga postavil, sem rekel, daj Bog, pomagaj mi, ne vem, mojo produktivnost dvigati za naslednji nivo, kaj naj naredim in tako. In prav na nek nenavadno jasen način mi je prišla ideja, ti rabiš spet nazaj v svoji spalnici, ker drugega prostora pač žal nimava, rabiš delovno mizo. Do zdaj sem uporabljal en foteljček, tako Ikein, se veš, sem se tudi na Zume javljal od doma iz tistega fotela, pa je malo tako, ležerno preveč za neko konstruktivno delo in mi je prišla ta ideja, rabiš mizo. In sem bil res nakurjen, prijem domov, Saši pri zajtrku povem, jaz rabim mizo. Tamle dol je ena trgovina, stara roba, nova raba, nekaj v tem smislu imajo v Krškem. Sem rekel, grem pogledat, če je kakšna rabljena miza, pa bom tukaj noter pripeljal, pa tako. In sem šel pogledat, pa je ni bilo. Pol naslednja opcija je bil pa že isk. Kaj imajo pa v isku, Ja, imajo kaj je to isk, da ti meni povej? Ti Amiš ne veš, kaj je isk. To je ena taka, Scandinavian living, to je pocen varianta Ikee, še malo cnejno, tako tak. Malo bolj cheap shit. Pa imajo veliko takih lepih stvari za prah nabirati, pa tako, Ampak v redu je, vse je v redu, kaj dobrega dobiš. Imajo tudi mizo, Kaj dobrega pri njih dobiš, ta 100 je iz iska, V glavnem, grem gledat, 70 € miza. Pol, jaz si upam reči, da v starih časih bi Benjo kar lepo šel, pa bi bil to mizo že kar domov pripeljal. Potem sem pa vseeno se majčkeno ustavil, samo obvladanje. Vidiš. Sem rekel, bom razmislil, če je to res to. In sem šel, se še malo pogledal po tem Facebook Marketplaceu, sem pogledal po Bolhi, če bi bilo karkoli v bližini, tako rabljenega. Ker pač konc koncev zdajle, se pravi, v proračunu mize ni, Torej, naj bo najcenejša, ali kaj? To reči, da je bila v proračunu, Dele si malo tako. Ker je bila trenutna ideja, Prijem domov
In mi tudi žena reče, lej, a niso rekla, da ta mesec pač proračun ne bo od tega, ne, pač malo tudi šparamo ta mesec, pa tako, ne. Sem rekel, ne vem, ne, in v bistvu me je kar tako, no, malo sem se sam ustavil, malo me je pa žena poklopila. In potem sem tam šel in sem sedel in sem ne vem, kaj se vlekel, 2 ure kot taka megla in sem ugotovil, da sem se malo preveč pustil ženi poklopiti. In potem sem šel nazaj, sem šel v konfrontacijo z njo, sem rekel, poslušaj žena, ti si me zdaj grdo poklopila, pri tem jaz čutim, da bi to mogel narediti. Ki bo rekel tudi res. Se bi božji klic, ej. Res, ja, tako res sem čutil, da moram. In potem mi reče, se skregava, lepo, nisva se preveč, malo se pa na koncu mi pa reče, glej, razmisli še malo, poglej poklet, če je kjerkoli, karkoli, če pa res čutiš, da moraš, pa kup. A vidiš? Jaz v tistem trenutku sem bil prepričan, da v kleti nimam ničesar. Tako v glavi. Potem sem šel še v eno drugo trgovino, sem gledal, da bi kupil desko, pa tiste nogice za desko, pa da bi se šraufal, pa bi bilo to še dražje, kot 70 €. Potem sem pa šel še enkrat pred Bogatko v mislih, sem rekel, lej, Bog, dej, ti si mi dal ta klic, zdaj pa zrihti, da bo tako, da je prav. In se sprehodim čez klet pri nas doma in zagledam mizico za kampiranje, ki je ne uporabljamo več, 60x120, glih pravih dimenzij, ni glih estetski presežek, ampak namenu pa služi idealno. In sem tist popoldne takoj imel tisto mizico tam, jo uporabljal že zdaj, super zadeva, veš. In 70 € imaš v žepu namesto iska v blagajni, ne? Točno to. Zdaj pa malo z računi, ne? Zdaj pa ti malčkam z računi, ne? Še prej, samo malo. Obenem sem z eno primerno mero iznajdljivosti, vztrajnosti, konfrontacije z ženo, se pravi, ženo sem poslušal in nisem poslušal hkrati. A veš, ne bi bilo prav, da bi se pustil poklopiti, ne bi bilo prav, da bi naredil neki mačizmo stil, zdaj pa bom kar naredil, ne? Se pravi, ogromno enih stvari se je čisto, no, zaradi po božji milosti prav izteklo, no. Zdaj pa izvoli, pa analiziraj še ti malo. Ja, ne vem, tukaj je veliko si povedal in pa veliko je ven za potegniti, veš. Prvo, kar je, nisi ti mačizmo zganjal, ne? Drugo je, nisi odreagiral tako, kot bi stari Benjo naredil, kakor sem slišal, zato, ker že nekaj časa delaš proračun, če te prav računam, če te prav slišim, ne? Potem tudi žena, s katero očitno ga skupaj delata, ti je rekla, ojoj, tole pa ni v proračunu, ne? Potem si se ti nekaj počutil užaljenega, pa te je poklopila, pa si šel v konfrontacijo, kar je pravzaprav prav, to je bila verjetno komunikacija, če tudi je bila bolj živahna, ja. Živahna, ne, rečeva, ja. Ampak vendar ona ful prav naredila, ne? Ampak nista požrla tako noter vase, ne, tule, tako nista noter lepo požrla vase, pa bila užaljenost, špilala nekaj časa. Ja. In potem ene velike čestitke Saši, da je rekla, zdaj pa tako, ne, še kakšno rešitev poišči, če pa je noš najdu, pa pejt pa kup to mizo, imaš moj blagoslov. In tole je pa ena res velika, tako bi rekel, tista krščanska žena na najbolj ta prav način odreagirala. Ja, in je tudi ona drugač, kot bil čas. A vidiš, in se mi zdi, ne, še Bog je na koncu blagoslovil tebe z idejo, imamo tukaj eno mizo, ki jo ne uporabljamo več, ni estetski presežek, uporabna pa bo in zdaj jo tamle nekje imaš. A veš, to je odlično, ne? Ampak veš, jaz pa vedno pol tukaj prednarjal, grem kar na suhe evrske številke. 70 €, a je to veliko ali malo? Ja, ne vem, ne, dej. Dej izračuni, ne? Če bom v računu dal 200 € za mizo boljšo, bo boljša, veš, kasneje, ne? Ko bom recimo hotel imeti pa malo večjo pa boljšo, recimo, ne? Če jih bom rabil. Jaz vedno tako pravim, Benjamin, pa izračunati, koliko ur tvojega dela je vredna ta miza, a ne? Ja. Naprimer, jaz ne bom tvoje plače nič študiral, ampak tam vem, da ljudje ne zaslužimo več tam tako 7-80 €, recimo, ne? Ne vem čisto dobro, ampak če bi zaslužil, bo rekla 7 € na uro, da lažje izračunati,
je to 10 ur tvojega dela, ne? In se vprašaš, a je vredno tale miza, ki glih tako bo uporabna, ampak tamle v kletni pa ena že šaro dela, zdaj mi bi pa ti bo še vedno šaro delala, a veš, ne? Šare ne bo zaradi tega, ja. Pa šare nimaš, ne, a veš, pa ne vem, ta denar boš ponudil za kaj drugega, kar prispeva k vajnemu odnosu, k vašim odnosom v družini. A veš, Benjamin, ful se moramo paziti, da mi ne gledamo to samo skozi v bistvu res denar, tako kot sem rekel, ne? Ampak kaj prispeva, kaj tale moj vložek mojega življenja, ne, pač teh 10 ur mojega življenja, kaj prispeva v naše odnose, v naše okolje, ne, a veš. In tukaj sta vidva naredila ful dobro, tukaj imaš res pričevanje, te bomo drugič za denar ponudili, oziroma Ja, tokrat v pozitivnem smislu. Ja, veš da. Ja, tako, no. Ok, fino, se pravi, Aleš, sva govorila o tem, kaj je proračun, zakaj ga delati. En praktični primer sva dala kakšen rezultat, če ga začneš delati. Ja. Kako konkretno se pa naj tega lotimo zdaj, da bomo pač začeli, če tudi recimo tega nikoli doslej nismo počeli? Mene je zelo zanimivo, zdajle seminarja se ljudje javljajo, veš, pravijo, sva pa začela tole delati, imajo potem kakšno vprašanje tudi, a veš, pa tako se pogovarjamo in si razčiščujejo meglo tako fino, no, tako da je toliko mi je všečen par, ker tole se je zelo, kar veliko meglo ima in se je lotil tega zelo sistematično pravzaprav in z enim veseljem, da boste končno to porihtala, a ne. Glej, naš nasvet je, ali pa takole sva midva začela pravzaprav, ne. Najprej se odločiti, da to delati skupaj, v molitvi pravzaprav. Lej, Bog pomagi nama, denar je tvoj, želiš, da ga dobro upravljava, midva ga želiva, pa včasih padava, pa se nama ne da, pa se nama zdi brez veze, pa izguba časa, pa tako naprej, polno izgovorov mava. Pa težko je malo je zoprn. Ja, lej, paperwork nikoli ni seksi, ne, lej, ampak treba je pa, ne, in enostavno dejta najprej se odločiti, ne, da to bosta delala in da bosta to delala tudi, če bosta našla poln izgovorov, da vama Bog pomaga preiti te izgovore. Pa midva ne bi, pa brez veze, pa izguba časa, pa se sva že začela, pa nama ni šlo. Tega imajo ljudje polno, veš, čutijo, da bi bilo to treba delati, težko je pa vstopiti v to, ker je to neko malo dodatno delo, ki je na začetku še kar, potem je pa tega vedno manj, ne, tako je najina izkušnja, ne. Lej, zdaj pa bodno druga točka, bi rekel, ne, prva točka, odločita se, Bog naj molita in Bog vama bo tule pomagal. Okay. Potem pa enostavno organizirajte eno škatlo za čevlje, mi pravimo, nek prostor, kamor boste noter metala račune. Račune, ki jih dobita, zraven pa eno beležko, en zvezek, kamor opisujete stroške, ki so brez računa mogoče kaj iz tržnice, ne. Potem si zorganizirajte eno Excelovo tabelico. Mi našim udeležencem damo pravzaprav eno platformo v Excelu, kjer je noter seznam vseh kategorij, podkategorij možnih, vse, kar je možno in jih je treba v bistvu za vajino situacijo mnoge ven zmetati. Prirediti, ne? Prirediti potem malo po svoje, ne. Potem, ko imate to škatlo napolnjeno konec meseca, pejte v to tabelico enostavno izpolnjevati, po kategorijah lepo. Od začetka bo to trajalo, nejevoljna bosta, lahko se bosta jezila, fino je, da zmolite tudi pravzaprav, no, tako, glej. In potem veste zdaj za ta mesec, koliko je denarja not prišlo, iz katerih virov je prišel, pa tukaj niti ni problema, ne, ponavadi, ne. Ena plača, druga plača, kakšni socialni prejemki, kakšni darila, če so slučajno, ali pa kaj takega, ne. Zelo pomemben je potem seveda, kam je denar šel, lepo po kategorijah, ne. In potem nič se še pogovarjati za naprej, nič se še pogovarjati o spremembah,
ampak samo spremljajte to, ne vem, 3 mesece, 4, 5, 6 mogoče mesecev, najbolj bi bilo 1 leto, veš, kaj eni stroški so zelo taki, da so vezani na kakšne mesece, recimo, ne, registracija avtomobila ali pa, ne vem, počitnice, pa kaj tazga, ne. Tako da potem veste, koliko vajino življenje stane, koliko življenje vajine družine pravzaprav v resnici stane, ne. Potem, ne, rekel, potem je pa težji del, ne, tisti vroči del, mi pravimo, prav z rdečo imamo na slajdu napisano, vroča tema, ne, vroča tema so pa spremembe, ne. Zdaj ne vem, če vam idemo narediti eno reklamo za eno slovensko aplikacijo. Jaz sem govoril o Excelovi tabelci. Deva, jaz jo zdaj uporabljam, pa mi je Ja, všeč. dolga leta sva tudi midva delala Excelovo tabelco, še vedno jo priporočava pravzaprav, ne. Zdajle pol leta pa se midva uporabljava aplikacijo slovensko TOŠL, se imenuje TOSHL, finance, in je meni fenomenalna, no. Izjemno uporabna, pregledna, no vem, jaz jo zelo pohvalim. Ja, meni je tudi všeč. Pa tudi skoraj že malo seksi, no, kaj ne rečem. Tukaj pa že imamo seksi, evo ti prav. Ampak lepo ti pokaže, kje si, kako si, grafično ti pokaže, kje v mestu si, koliko imaš še do konca, namenjeno za uporabo in lahko en del denarja že prej ven odvedeš, ne vem. Meni je zelo, zelo lepo. No, tako da jaz se tole lepo priporočam, čisto lepo zastonska verzija že kar dobro deluje. Za spremljanje proračuna, nekaj malega je treba pol doplačati za načrtovanje proračuna, če češ pa imeti, da ti direkt iz banke noter letijo podatki, je pa še malo več za doplačati, ampak to je vse reda velikosti nekaj evrov na mesec. Tako, ja. Nek EPP, meni se zdi, da si ti fantje tudi ga pravzaprav zaslužijo, kakor so se potrudili. Ja, res je dobro narejeno. Že govoril sem o tej vroči temi, ne, zdaj pa spremembe, ne, wow. Zdaj gremo pa midva spreminjati najino obnašanje, a veš, to je zdaj, ne, to niso milijarske številke, ampak najino obnašanje, ne, zdaj najin pogovor o tem, kam gre, pa ni prav, da gre, ne, in tukaj so hitro zelo različna mnenja, ne. Lej, ti pa tukaj, ne, kva pa to, ne, zdaj takoj sem jaz rekel, ti tukaj, ne, jaz pa tukaj šparam, pa se matram, ali pa neki, veš, taki očitki, to so takoj očitki zaradi, ne, in jaz pravim tako, daj ti model, ne, v sebe poglej, ne, kje pa ti, ne, pa rečeš, jaz bom tole skenslal ali pa znižal, glej, omejil se bom, zdaj je bilo toliko, zdaj bom dal tokle na tok in to bo zdaj del najnega proračuna bo zdaj tokle samo na mesto tokle, ne, če rečem čisto lepo po domače, ne, in to za svoje tiste nekakšne, ne, šibke točke, ali kako ne rečem, omeji, ne, in upaj, ne, da bo žena rekla isto, kaj za kakšno njeno reč, ne. Obenem pa tudi na novo vrednotiš verjetno kakšno stvar, ki pa je vredna, recimo, ne, pa morda v tem smislu pravo vrednotenje vrednot, no, kako ne rečem. Pravo vrednotenje, mogoče pa gre pa v kakšno reč, kamor bi bilo prav, da bi denar šel, pa ne gre, ne, se v tem je težava, ne, ne vem, recimo obnovitje kopalnico, pa jo ne morava, ker vse svrčkava z drobnarije, pa se kopamo v tej čarovi kopalnici, ker vse teče, pa plesno je, pa vse sorte, a veš, ljudje imajo take stvari, a veš, ker ne zmorejo prišparati, ker vse za nekaj vrednega, ne, za nekaj, ne vem, recimo, ne vem, treba je morda gor sknaufati, imamo pod streho čisto dobro, pa bi bilo treba to sknaufati, lepo narediti sobce za, ne vem, otroke, da se razširijo po bajt, pa tega ne naredimo, ker ni zmožnosti, ni discipline, da bi midva prišparala, zato ko se svrčkava v neke luknje, ne. To se pravi,
A veš, se pravi, to je zdaj sprememba obnašanja, da bo nekaj, kar je bolj Bogu všeč, da se razumemo. Ker Bog želi rodovitnost, a veš to. Pa kar bo za najo bolje. Ker bo to za najo pol boljš konc koncu. Ja. Saj na koncu boste oba zadovoljna, aj človek pravzaprav zadovoljen, če ti za neke malenkosti stvrčkaš, a veš. Šel je denar, pa nimam za to kaj pokazati. Kakšne so te tipične malenkosti, ki jih omenjaš? Kakšni so te, bi rekel, majhni požeruhi družinskega proračuna, kot jih ti imenuješ? Mislim, da imaš en prav konkreten primer svoj. Na seminarju mi da predstavlja te velike požeruhe družinskega proračuna. Ne vem, dava primer avtomobila, recimo. Tukaj vsak ve, da greš karkoli računati, veš, da ti avto veliko žre. Ne veš pa čisto točno koliko, a veš, ker ne upoštevaš vsega, nimaš spet številk pred sabo. Zanimivi so mi pa taki mali, redni, vsakodnevni stroški. A veš, čisto taki, kada ni nič, ne vem, jaz sem šel potem računati, kava, vsak dan v kavarni, kaj uspiješ. Ti se nekam, ime kavarnice greš, pa vzameš en kofetek, pa še a ti vam damo, gospod, še rogljiček zraven, ja, pa še rogljiček, ne, in se to lepo sešteje, ne. Jaz sem šel pa za kavo računati, tle imam pred sabo, ne. Kava v kavarni od najcenejša, ki je 1,50 € do najdražje v neki kavarni pač, pa verjetno ni tukih velikih razlik, od 2,50 krat 250 delovnih dni, kot jih imamo na let, to znese od 375 do 625 €. Če še rogljiček zraven, ki stane v kavarnici 1,5 €, je to od 750 do 1000 € na leto. Če to lepo vsak dan delaš, 1000 €, ojoj. A kar takole spičimo 1000 €, koliko imam pa že jaz plače, a en mesec moram delati, če vzamemo za plačo 1000 žena, 1000 mož, en mesec sem za kavo pa rogljiček. Koliko pa me pride, jaz sem šel prav tehtati, se veš, jaz sem farmacevt. Ko me pride na letnem nivoju kava, če jo skuham tlele doma v džezvi, ne? Ja. Šel drago kavo računati, 36 € na let, ne? A veš, a je razlika med 36 pa 1000 €, no, pa ne rečemo zdaj 1625 € velika ali malo, ja, ne vem, primeri spet svojo plačo in kako vrednotiš ti svojo življenje. Svojo življenjsko energijo oziroma svoj čas, ki ti je darovan, ne, v resnici. Tako, ne. A veš, pa ne bom zdaj še drugih, mi smo dali na seminarju še ene 3 take primere in so se ljudje kar malo z glavo držali. Tako da so v bistvu tisti, ki so rekli tole, ti si nam dal zdaj ene take z Marinko, sta nam dala take primere iz življenja, ki jih mi sploh nismo prepoznavali. In so to kar ene take 3 priložnost za 3-4 mesečne plače, take bolj majhne, za pošparati, ki jih lahko potem gredo v kaj drugega, a veš. To se pravi, ozaveščanje tega, kam stvari grejo, se pravi računati. Jaz sem šel potem računati tudi za en požeruh družinskega proračuna, avto, za svoj avto sva dala primer. A boš to kar pokazal mogoče? To je najbolj avto, Peugeot 5008, ki da so dali kar svoj primer, veš. No, se dobro. Ja, koliko je bil takrat 2 let star, 18 500 € izstal. Pa sem šel gledati, koliko se zdaj 10 let stari te avti prodajajo za 3000 € približno. 8 let ga bova še nucala, tako recimo, če računava, da ga do 10. leta še vozila. Se pravi, ti si kupil 2 leti star avto, pa bi ga imel recimo do 10 let starosti. Ja, taka navada je pri nas bila, do zdaj pa za izračun sem pač tole ponucal. Lahko, da bomo še kakšen let ga vozili, če bo še... V redu, ne? Ja. Pol bo seveda malo znižal, ampak kakorkoli. To, da imam avto, stane 1937 € na leto. Samo da ga imam, še nič nisem naredil z njim. No, to, da ga
da lahko obratuje, ne, obratovalni stroški avta, sem temu rekel, ne. Okay. Registracija, zavarovanje, servis, menjava gum in cena gum letno, ne, tudi če vsake 4 leta menjaš, ali kako ne. Vinjeta, parkiranje, morebitni drugi stroški, ali tiste tekočince, pa take stvari, ne. 810 €, ne, se pravi, tale Peugeot, s tem, da je zavarovanje, ne, se tako je vpičil, kje je dobil zavarovanje za 177 €. Ja, to je navadno zavarovanje, se pravi obvezno zavarovanje. Mi nikoli nimamo kasko zavarovanja. To je zdaj ta amiš logika naša pač. Ja, se pravi, ne sem, da nas bojo gostilničari zdaj terali, tudi zavarovalničari in nam bodo za petami. Ja, glej, prikaz, ne, za prikaz. Ne. Ja, lej, tako se mi obnašamo, Benjamin, ne vem. No, Pač tveganje, da bo treba avto popraviti, jaz sprejemam, ne, to je tveganje, in včasih se mi bo, ne vem, finančno ne splačalo, do zdaj se mi pa je, še nikoli ni bilo kaj takega, ne, da ne bi bilo popravljeno za obvezno, na način obveznega zavarovanja, ne. Potem računal sem tule 20 000 kilometrov na leto, kot približno jih delava, ne. To znese še 1651,88 €, ne. Se pravi, zdaj pa, če tole seštejemo 1900 plus 810 plus 1650, me avto stane na leto 4399 €. Ful veliko v bistvu, no. To je veliko. Ja, veliko je, ne, ja, kaj, zdaj sem šel pa še računati, ne, če bi imela z Marinko po Jurija plače vsaka, ne, to je zdaj hipotetično, ne, o plači se ne govori, ne, če bi imela Jurija plače, delava oba, ne, 2,2 meseca na leto. Za en avto? Za en avto samo. Imate pa 2 avta? Ja, če bi imela 2 Peugeota 5008, bi bilo krat 4 mesece delala za avto, ne. Ja, ne. To se pravi, če rečemo na teden tule, ne, spodaj na teden je to 8 ur na teden, en dan na teden od 5 delovnih dni delam za avto. A veš, to je zdaj to ozaveščanje, ne. A veš, zakaj je to pomembno? Lej, če takole rečeva, najina spet zgodba, ne. Midva sva imela 2 avta, ki sva bila mlada, recimo do leta 2005, ne. Se pravi, 2 avta, ko sta bila mlada, je bilo potrebno, praviš, ne? Ja, Benjamin, 2 avta, ki so bila mlada, je bilo potrebno, ne, da se razumemo, ne. Moja žena ne bo peš otroke vozila vsa zmatrana po službi iz vrtca. Ne, absolutno ne. In sva jih imela. Ampak pazi, potem sem jaz začel delati na svoje. Ne? In meni ni bilo treba več se pelati nikamor vsak dan. Sem zelo tako delo, da sem od doma v glavnem delu priprave, marketing, vse sorte za moja predavanja, izobraževanja in tako naprej. Ne? In potem, ko se mi je delo v Zoom pokazalo, ne, me je Marinka potem v bistvu peljala, enkrat na mesec me je peljala na Brnik in čez en teden me je prišla pravzaprav iskat na Brnika. Ne? In avto nisva rabila. In potem avto je 3-4 leta stal na dvorišču, ne da bi midva vedela, da ga ne rabo. A veš, sploh se nisva ovedla, da ga ne rabo. Jaz enkrat razmišljam, pa dobro, kva zdaj ta avto tle počne na dvorišču, se ga noben ne rabne. Jaz sem rekel, Marinka, deva ta avto od hiše, ne, tole je strošek, deva ga od hiše. Ja, kva, jaz bom bila pa potem brez avta. Ne, ta avto je zdaj tvoj, družinski avto je tvoj, z njim se boš ti vozila. Kaj pa ti, kaj boš kam šel? Lej, tebe bom vprašal. Tebe bom vprašal, ne. Ali me boš pa kam peljala, ali bom pa magar taksi najel, ki bo ful cnej, kar pa teh 4.000 €, a veš. 4.000 € z Lebanon spičil za taksi za neke urgentne vožnje. Enkrat se mi je res zgodilo, veš. Meni sestank, dež je padel kot pes, ponovadi sem šel potem s kolesom, ne tle po Ljubljani sestank. Zdaj nisem mogel, ki tako daš padem za taksi, lepo poklical nobeno na sestank, sedaj tistih par evrčkov pa živijo. Veš, da se kdaj v resnici zgleda potratno s taksijem iti, če pa primerjaš stroške, pa dejansko daš številke na kup, pa lahko vidiš, da če je ta možnost pač v Ljubljani ali pa kjerkoli tako malo bolj v mestih,
je lahko precej cenejša. Ne? Ja, Obstajajo zdaj tudi te opcije car sharingov pa tega, ne? Zdaj je že točno tako, točno tako. Zdaj, tole na tem seminarju pač učimo ljudi malo tega fleksibilnega razmišljanja, narediti spremembo na podlagi številk, ki te zabolijo v primerjavi s tvojo plačo, recimo, ne. Tako kot smo pa že govorili na kakšni prejšnji oddaji, Slovenci nismo vajeni, ampak bi bilo potrebno razmišljati, pa kje pa je še kakšna možnost, da se mi plača poveča, ali kakšna povišica, ali napredovanje, ali še kaj zraven, kaj je ujet, kakšen evro. To ful veliko ljudi reče, veš. Ja, lej, ti govoriš sam, da je treba zmanjšati stroške, kaj pa več zaslužiti. Ja, seveda, daj prosim, kar gas, ne. Ampak veš, lažje je na začetku, no, bom tako rekel, na začetku je lažje in tudi treba je, Benjamin, konec koncev, znižati tiste stroške, ki so nepotrebni. Ja. Razumeš, midva avto sva imela na dvorišču, pa ga nisva potrebovala. Lej, še da končam zgodbo v avtu, ne. Dolga leta sva bila potem brez avta, ne. Jaz sem se v Krško vozil, ampak sem zjutraj prej peljal ženo v službo in šel potem naprej recimo v Krško. Ne. Zdaj sta pa najini mami obe nekaj zboleli in sta rabili celo malo višji avto, da se gospe lažje usedeta not, ko sva jih vozila okoli zdravnikov. Rabva nov avto. Rabva avto, drugi avto. Ne. In so ga kupila. Mame sta se nekako popravile, teh zdravnikov kar ni bilo več in so zdaj ta avto prodala spet. Razumeš, to se pravi, da smo fleksibilni v tem razmišljanju. Jasno je, da te vsakič malo prlaufaš ven, pa avta ni. Ja, no, ne, tako malo si, ti je tako malo tako zoprn, ampak vendar, ko veš, koliko je to velik požaruh, pa se pravi, želim biti malo fleksibilen, ker vem, koliko je ta velik požaruh, ki nič ne prispeva, nama pa jemlje energijo. Veš kaj? In nama največkrat jemlje ta denar, ki bi ga namenila Bogu, sicer lahko. A si predstavljaš, da ti daš 3000 evrov na let v namene, ki jih Bog želi, da daješ. Wow, ne? Kako lahko bi bil dobrodelen in koliko dobrega bi se lahko veliko naredili s tem denarjem, ki je v tem primeru vržen stran. A to vsi morajo enega avto se znebiti? Najbrž ne. Verjamem pa, da je kakšen tak cepko, kot jaz, ne? Da mu 3-4 leta avto stoji na dvorišču in ne opazi, da mu je odveč. Hotel sem se pa prej odzvati še na to, kar si rekel glede povečanja denarja. Če ne boš imel kontrole nad tem, kje ti denar odhaja, in če ne boš imel, ti tudi v bistvu povečanje proračuna ponavadi ne pomaga, ker se preprosto potrošnja avtomatsko takoj poveča, niti spet ne veš, kam gre, in ti nič ne pomaga, tudi več denarja v končni fazi. Nič ti ne pomaga, Benjamin. Je pa res to, ne, da pravzaprav loti se tudi povečanja prihodkov, ne. Zdaj, tu pa ni tako lahko, ne. Ti moraš zdaj iti k svojemu šefu pa reči, poviši mi plačo. Ne, ti ne bom. To je ponavadi prvi odgovor. Pol pa greš nazaj, pa si rečeš, kje imam pa jaz kakšen vzvod, kje imam pa kakšen argument. Se pravi, moraš ti za začetek spremljati, v čem si ti dober, boljši kot nekdo, ki je na trgu, da ti bo ta model šef povišal plačo. Po defaultu ti je ne bo, sploh ti je ne bo samoiniciativno, da se razumemo. Pa zakaj bi se moral ceniti na pravi način, kar je pa spet ena taka zelo božja kategorija, ne? Ja, a veš, in potem, dobro, mu rečeš, jaz delam to in to, to si delal tudi zdaj za ta denar, ne, každe več delal pa boljši, ne, a veš, težko je to se pogovarjati. Pa rečeš, prav, pa jaz na več tukaj v službi, prav, pa pejt. Ampak moraš biti pa ti pripravljen zapustiti to delovno mesto, pa iti na nekaj boljšega. Ali pa reči, prav, jaz bi rad več zaslužil, dajte mi bolj odgovorno delovno mesto. A bi ti vodil nekaj? Ja bi, pa znaš. Vse si že do zdaj izkazal, a znaš, a ne znaš. Če bi znal, bi ti že najbrž povabil, ker voditelje se išče z lučjo pri belem dnevu, drugače. Tako da ni tako lahko povečati prihodke, se pa seveda to da. Najmanj, kar je se pa da vprašati Boga,
pa mu reči, Bog, pomagi mi, da bom jaz lahko bolj blagoslovljen s tvojim denarjem, da bom povečal lahko odgovornost, da se bom pripravljen biti discipliniran, se nekaj učiti. To je težji način zdaj, ki ga opisujem. Lažje je pa prav, več ur bom delal to, kar že do zdaj delam, nabijal bom neke nadure, ki mi jih moje podjetje, recimo, če omogoča podjetje nadure, prav bom pa tega več delal, to pomeni, več bom od družine. Aha, spet edino, zdaj vas se midva zmeniti, ali prav, da sem jaz več od družine. A veš, tako vse nekaj potegne to. In kaj je tisto, kar je v resnici moja vrednota, ali je družina pa čas, ki ga preživim z njo, kaj je vredna zame, A sem jaz dovolj vreden, da si dovolim več časa preživljati z družino in tako naprej. Tako, veš, kaj ljudje pa delajo, mogoče nekateri, ne rečemo, A veš, da tako, kot sprej rekel, dokaj velik zaslužijo, pa vse svrčkajo. In ta zaslužek ni tako preprost, a veš, je zelo time consuming, veliko časa požre, da nisi pol niti pri družini in še denar zagoniš za nepotrebno. Še vedno govorim za nepotrebno, namerno počrtujem nepotrebno. Nepotrebno pa ugotoviš, da je takrat, kad ti iz pogovora ženo ugotovita skupaj, me ti to bilo pa čist brez veze. Ne vem, kje smo šli na dopust in odloči za nič. Kaj pa, če gremo drug let na nekaj drugega, pa bo mogoče dobro. Ali pa nekaj, veš, ne vem kaj. Milijon enih možnosti je, ko imaš pred sabo lepo tabelco, vse lepo pošlihtan, po številkah, še grafično, kot v tisti aplikaciji Tošel, recimo, in se potem lepo odločata. Odlično. Hvala, Aleš, da si nam pomagal ozaveščati te stvari, te porabnike denarja, ki jih ponavadi ne vidimo, pomen odgovornega oskrbništva denarja, ki nam je dan od zgoraj, ki nam ga je dano imeti, v konec koncev ni bilo nujno, da smo se rodili na tem delu planeta, lahko bi se rodili tudi kje drugje, ker bi imeli po 1 evro na dan, tako kot si ga imel pred časom ti v tem svojem projektu. Tako da, moramo biti v bistvu primerno hvaležni, primerno odgovorni. Ne primerno hvaležni je premil izraz. Hvaležni. Zelo hvaležni. Zelo hvaležni. In hvaležni ob zavedanju, da je to itak od Boga, ki je vsemogočen. In z vsemogočnim se pa ni zahecati. To hočem reči. Ni se zahecati. Ne, Boga je imeti zares, ne se hecati iz njegove vsemogočnosti. Zdaj smo spet zavrtela ta krog čist na začetek, se mi zdi. In tudi s tem lahko se mi zdi primerno zaključiva. Še nekaj, Deva povabiti najne obiskovalce, gledalce, poslušalce, da se javijo meni, a veš, pa jim pošljem tole tabelco, da jim pomagamo tukaj. Dajte po mail poslati, ne vem, ales@diz.si in vam pošljem predlogo Excelove tabelce, kjer boste imeli kategorije. Lahko začnete že kar uporabljati. Če bi se odločili za aplikacijo, boste pa vedeli, kako aplikacijo naravnati, ker boste imeli tukaj ideje za vse vajne kategorije in podkategorije, ki se v aplikaciji imenujejo tagi. Tagi, kategorije pa tagi so. Tako ne. Super, se strinjam, hvala. Da jim pomaga čisto praktično, čisto praktično, da začnejo delati. To je ena oddaja, ki bo šla v luft in ne bo nič. Bravo. To pa hotel sem še eno povabilo dati in sicer na ponovitev tega seminarja Najin odnos do denarja, ki bo prav tako v Veržeju od 4. do 6. februarja drugo leto. Na naši spletni strani diz.si boste kmalu našli prijavnico za ta seminar, trenutno je še ni. In boste se lahko prijavili in v bistvu, jaz mislim, da je izjemno koristen seminar, da zelo, zelo dobro razmerinko podata, še veliko bolj gresta v globine in v širine, tako da se mi zdi, da je fajn. Pa še upam, da bo res možno izvesti vse skupaj v živo, da bomo lahko imeli tudi to interakcijo med seboj in tako da. To je to z moje strani. Aleš, hvala lepa.